Zdravo, tukaj je Valentin. Tole bo vlog glede moje nove poslovne odločitve, ki tudi zaznamuje moj osebnostni razvoj. In sicer zadnja leta sem skušal razumeti življenje zelo na široko. Poglabljal sem se v duhovnost, v denarni sistem, v politični sistem, v ezoteriko. Iz vseh mogočih vidikov sem poskušal razumeti, kako svet deluje, kako deluje človeški duhovnost, kaj se dogaja po smrti. In to me je pripeljalo do tega, da sem skozi svoj osebni proces preobrazbe začel dojemati, kako bi bilo za mene najbolje, da bi deloval v prihodnosti. Kajti, najprej sem se želel ukvarjati z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo, da bi predvsem predajal naprej svoje znanje in izkušnje, da bi bil kot neke vrste psihološki svetovalec ali psihoterapevt. Vendar sem videl, da tisto, kar mene v osnovi najbolj privlači, je kreativno izražanje skozi vizualne komunikacije. Kajti že po osnovni šoli sem želel študirati grafično oblikovanje. Potem smo doma imeli grafično podjetje, ker sem delal pripravo za sitotisk in reklamne napise. In ko sem šel na svoje leta 2000, ko sem odprl svoj SP, sem tudi začel z grafičnim oblikovanjem, izdelavo spletnih strani in pa potem sem naredil še šolo profesionalne fotografije. Skozi leta sem se vse bolj specializiral na fotografijo, na koncu predvsem na poročno fotografijo. In potem sem z vsem skupaj prenehal, ker sem imel občutek, da z temi svojimi profesionalnimi storitvami ne bom mogel prenesti naprej svojih spoznanj, svojega znanja, da me bodo ljudje kot fotografa imeli za neko manjvredno osebo, za nekoga, ki ima zelo ozek pogled na svet, da se poklic fotografa ne spoštuje dovolj. Skratka, takšne predsodke sem imel takrat. Sedaj pa opažam oziroma ugotavljam, da lahko vsak pripomore k temu, da za svojim lastnim zgledom uči druge, da pomaga izboljšati svet, ne glede na to, kako deluje profesionalno. Torej, ne glede na to, kakšen poklic opravljaš, boš imel v stiku z temi ljudmi, naročniki, ki bodo prišli k tebi, možnost druge poučiti, izobraziti in predati kakšno modrost. In ni potrebno, da vsak, ki stopi na pot samospoznavanja, da se potem začne profesionalno ukvarjati izključno z svetovanjem ali kakšnimi terapijami. Videl sem, da pri projektih, pri katerih sem sodeloval zadnja leta, se finančno stanje ni pokazalo kot zelo obetajoče. Torej, sodeloval sem pri projektih, ki so bili mednarodnega obsega, ki so veliko obljubljali, ki so bili zelo transformativni, od katerih sem obetal, da bom tudi dovolj zaslužil za dostojno preživetje, pa se je žal pokazalo tako, da so mi vsi ti projekti pustili na cedilu. Skratka, tako ali drugače se je zgodba spremenila, da na koncu ni bilo dovolj zaslužka. Zato sem se odločil, da ne bom več čakal na druge, da se ne bom več zanašal na druge,
in pa da tudi sam ne bom profesionalno izvajal izobraževalnih in svetovalnih storitev, temveč se bom podal nazaj na ustvarjalno profesionalno pot. In sicer sem se odločil za fotografijo, za profesionalno fotografijo. In že sama fotografija je zelo široka stroka, zato bom videl, v kaj se bom čez čas specializiral. Zelo sem dober na področju poročne fotografije, dokumentarne, studijske fotografije, fotografiranja izdelkov, arhitekture, interjera. Vse te stvari že precej dobro obvladam, se bom pa še naprej izpopolnjeval na tem področju. Torej, bistvo je v tem, da informacij, znanja na tem svetu je veliko. In zaradi interneta so vse te informacije še lažje in hitreje dostopne. Nemogoče je, da bi vsak se vsega naučil, da bi se vsak vsem poučil, in nujno je, da se osredotočimo, da se specializiramo za nekaj, in jaz sem se odločil za fotografijo. Skozi upravljanje te svoje profesionalne fotografske dejavnosti bom še naprej delal na sebi, torej analiziral svoje miselne in vedenjske vzorce, premagoval svoje ovire, svoje strahove, se poglabljal v sebe in namesto, da bi šel v širino, tako kot sem živel svoje življenje do sedaj, ko sem vedel zelo veliko o raznih stvareh, bom sedaj postal strokovnjak na področju fotografije in pa strokovnjak za lastno razumevanje svoje lastne psihe, svojega lastnega uma, in na osnovi teh lastnih dognanj bom potem za lastnim zgledom ljudi izobraževal in poučeval preko videodnevnikov, kot je tale, in preko spletnih dnevnikov. To je moja odločitev, torej namesto v širino grem sedaj v globino. Hvala za posluh in nasvidenje.